Bled je ena izmed zlatih destinacij zelene sheme slovenskega turizma in vodilna občina v gibanju Zero Waste. Zato ne preseneča, da se tudi v načinu organizacije in zbiranja različnih vrst odpadkov iščejo nove poti. Med prvimi v Sloveniji so lahko na Bledu te dni preskusili testno električno smetarsko vozilo. Nad njim so bili v javnem zavodu Infrastruktura Bled navdušeni. Mi smo že včeraj kamion dobili popoldne na test in smo že včeraj že kar nekaj teh poti naredili. Tako da kamion je, kar se nas tiče, izredno zanimiv. Je še ista znamka kamiona, ki ga mi že zdaj uporabljamo. V naši floti imamo kar nekaj Renaultovih tovornjakov in so naši šoferji, ki z njimi upravljajo s to elektriko, zelo zadovoljni. Doseg vozila je 120 km, z enim polnjenjem baterije se lahko izvede 8 ur dela. To vozilo bi pomenilo za ves kraj, ker smo že nekaj časa zavezani k zelenemu prehodu in k vsem tem praksam. In imamo že na komunali že kar nekaj električnih vozil, bi bil kamion, ki tudi sledi avtomobilski industriji, zelo velika pridobitev, kajti vemo, da emisije, ki jih kamion izpušča 8 ur v pogonu najmanj, če ne več na dan, je to kar ena taka, v kraju. Zelo pomembno je tudi, da je hrup precej nižji, tako da mi bi si ga želeli. Manj navdušujoča je cena vozila, ki znaša okoli 400 000 evrov brez davka na dodano vrednost. Električno smetarsko vozilo je tako skoraj še enkrat dražje od dizelskega. Ker bi si občine takšno vozilo težko privoščile, direktor Infrastrukture Bled Janez Resman poziva državo k sodelovanju. Tukaj bi seveda apeliral na vlado, da nas vključi v podobne programe, kot so vključili javne prevoznike, potniške, in da bi komunale pridobile preko tudi neka nepovratna sredstva, vsaj v neki tej višini razlike med ceno kamiona in ceno električnega vozila. Strategija Evropske unije je, da se zeleni trajnostni prehod naredi vsaj do leta 2035. Kot poudarja v.d. direktorice javnega zavoda Turizem Bled Romana Purkart, je Bled na dobri poti. Kar nekaj projektov smo tukaj že začeli, ki so se potem prijeli na državni oziroma bom rekla tako na evropski ali svetovni ravni celo. Od Zero Waste do tega, da imamo prvi Zero Waste hotel v Sloveniji, da se priključujejo tudi drugi hoteli zraven, da se ne samo hotelirije, ampak tudi oddajalci sob in pa tisti, ki imajo restauracije, odločajo za pridobitev najrazličnejših trajnostnih certifikatov, da so prireditve na Bledu, ki jih organizira javni zavod Turizem Bled, vse Zero Waste in to je edina pot za prihodnost.